ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Boštjan M. Turk, pogovarjamo pa se o ponovni vrnitvi verbalnega delikta v sodno prakso v Sloveniji. Ivan, Boštjan, če se zdaj spomnimo primera Ize in sama Logina, ne? Vemo vsi, Outfit 7 podjetje, ki je bilo prodano za slabo milijardo evrov kitajskemu podjetju, oni so pač najbolj znani po tem svojem produktu, govorečem mačku Tomu. No in kot vemo, revija Reporter, kjer si tudi ti objavljal, ne, Boštjan, oziroma objavljaš, je pač hotela pripraviti posebno številko neke svoje pač mesečne priloge na to temo. In sodišče, če spomnimo, je pač številko prepovedalo, še preden je išla, in sodnica je v odločitvi zapisala, da pač ni videla tega članka, ne? In tudi oba domnevna oškodovanca, se pravi Iza in samo Login, tudi nista videla tega članka. Ivan, to malo spominja na zaplembe Mladine in drugih časopisov v prejšnjem sistemu, ne? Ja, prav gotovo, ampak zdaj z tega članka jaz ga nisem nikoli prebral, ne vem, kaj je bilo. Ja, se ni bil objavljen, se ne moreš, ne? Kako lahko prepoveš nekaj, kar ni bilo objavljeno? Lahko bi kje drugje prišlo. Jaz sem tle tudi zelo na spolskem terenu, ker ne vem, v tem trenutku ne vem, ali še vedno velja prepoved govorenja o Izi in samo Loginu znotraj Reporterja, ker sem v Reporterju, ne? Ja. Zdaj, da ne bi spet zdaj tu naredil, ampak to kot ste vi rekel, Aljuš, kot ste vi rekel, to je pač praksa Tribune pa Mladine iz 80-ih let, da se zapleni v tiskarni, čeprav kolikor jaz vem, torej, če zdaj moram govoriti pač v jeziku, ki je malo orvelovski, ker ne vem, kaj bo sledilo, ampak Reporter ni objavil popolnoma ničesar spornega in ob tem, da seveda vse te zadeve so se že pojavljale prej, da sta ona dva nastopala v teh tabloidnih medijih in se razkazovala z največjim veseljem, tako da je to groteskno, ampak jaz ne vem, kaj lahko zdaj sploh rečem, ker da ne bo spet, ker tle so bile pa za milijon evrov, pa ne. Ne, sej Reporter, urednik je povedal, da pač namen njihovega članka je bil dati priznanje njima, ne, kot zelo uspešnima slovenskima podjetnikoma, groteska je to je bil prijazen članek, namenjen promociji, bi rekel, s fotografijami, ki sta jih tudi sama, koliko se jaz spominjam, recimo odobrila, pa so bile že, se pravi, kdaj prej napravljene in tako, skratka, ničesar spornega, tako da najbolj, bi rekel, presenetljiva je bila odločitev Loginovih, da gresta v prepoved in potem seveda frapantno, pa od sodišča, da prepove številko. To je zdaj tako, promocija pa tako naprej, to je tisto, bom jaz pravim spet nekako zgodba uredništva, kogarkoli, če ti lotiš pisanja o nekomu, ne moreš težko reči pol, da je to promocija. Tako kot so rekli nekateri, ki sem bil jaz objavljen v Delu, tisti zgodbi v zvezi z izraelskimi dokumenti, da je to promocija. Ja, sem tisti bilo objavljeno, Ivan, ne? Nihče ni videl članka in kako lahko ti prepoveš nekaj, kar še ni bilo objavljeno? To je drugo vprašanje, zakaj so tisto, kar pa jaz želim povedati, spet to zadevo z davčnega vidika, ne? Zakaj se dve osebi, ki sploh nista davčna rezidenta Slovenije, toliko pojavljata v Sloveniji? Ja, pa se sama pojavljata, se to ti razlagamo. Jaz na njunem mestu se sploh ne bi pojavljal v Sloveniji in teh težav ne bi imel. Bil bi tam, kjer živim, tam, kjer sem davčni rezident, kajti s takimi objavami lahko samo spodbudim slovensko davčno upravo, da začne ugotavljati, kje sem rezident. Ja, sam ne vem, če je slovenska davčna uprava, oprosti Boštjan, kaj je ugotavljala, je pa sodišče zelo resno to pristopilo k temu, da bi prepovedalo, da bi mediji določeni objavljali informacije, ki so sicer bile že objavljene. Saj naša oddaja je bila podoben primer. Še ni niti nastala, pa je sodišče prepovedalo. To je v bistvu še hujše, ker članek, ki je bil napisan, ni bil objavljen. Naša oddaja, ki poteka v živo, ni niti nastala in jo je sodišče že prepovedalo. Se pravi, tu imamo z neke zelo visoke standarde pravne zaščite, ki so verjetno na zelo trhlih temeljih. V drugih primerih, ki smo jih tudi imeli danes v oddaji, pa vidimo, da ni nobene pravne zaščite. Zato se vedno vračam k temu izhodiščemu vprašanju. Zakaj imamo mi pravosodni sistem, ki ščiti močnejše napram šibkejšim, ki ščiti pač bogatejše na račun revnejših. Jaz moram še to povedati, zdaj upam, da lahko to povem, ali spet bo za milijon evrov škode. To ni bilo namenjeno za ta, bi rekel, neposredni format Reporterja, ki je raziskovan posebna številka, ampak je posebna številka, tako imenovan Reporter magazin, ki je pač tak, recimo kot nek magazin, to, kar dobite pri frizerjih ali pa, se pravi, če greste k obrtniku, kar vzamete, pa 2-3 mesece, to tam traja, tako da
to je še dodatna, bi rekel, olajševalna okoliščina. Ne. Zdaj, Ivan, da gremo recimo na tvoj teren, nogomet. Ne? Zlatko Zahovič je zdaj dal par izjav o svojem klubu, se pravi NK Maribor in predsedniku kluba tega, Drago Cotarju. Ne? Zdaj on tudi verjetno s temi izjavami, kako je zdaj na spolskem terenu. Zdaj lahko neko sodišče ugotovi, da Zlatko Zahovič pa ni kompetenten, da bi komentiral vodenje nogometnega kluba. Ne? A vidiš, v katero smer gre ta zadeva lahko, ne? Ne gre samo za področje umetnosti ali pa poezije. Ne? To na vseh področjih družbenega življenja je do zdaj veljalo, da je imaš pravico izraziti svoje mnenje. Zdaj vidimo, da se to očitno s to sodno prakso, ki se zdaj vzpostavlja, neha. Ne? Ampak jaz, ki se tiče Zlatka Zahoviča in teh izjav, ki jih je dajal v zadnjih dneh, ne vidim nič narobe. Torej, dejansko, sej ni treba, da ti vidiš, lahko da se bo počutil kdo drug. Dejansko je to, da vodstvo kluba ni reagiralo tako, kot bi mogli. To je nesporno. To je nesporno in bi morali reagirati popolnoma drugače, kajti ne moreš ti prvi izreči suspens, boga pa kar naenkrat umakniti, moraš ustrajati na temu, pomeni, da je vodstvo Maribor, to je moja, bom rekel, moj zaključek kot opozovalca, da je določene zadeve počelo pod nekim pritiski javnosti. Ne pa bom rekel racionalno kot neko predsedstvo ali pa kot neki upravni odbor kluba in s te strani Zlatka Zahoviča razumem, ker je on tisti, ki je največ prispeval v to, da je Maribor finančno stabilen, ker se spomnim, ko je Zlatko prišel, je bilo cirka $500,000 minusa v klubu. Danes je pa par milijonov, mislim, da čez 10 milijonov plusa. Tako da to je neprimerljivo, ampak gledajte, Zlatko je tudi mogoče deluje dokaj emocionalno, ampak tukaj mu pa res moram dati prav. To sem hotel ravno reči. Ne? Vsi se strinjamo, da se Zlatko Zahovič spozna na nogomet. Verjetno se tudi vsi strinjamo, da se Boštjan spozna na moderno poezijo, če je iz tega doktoriral. Ne? In zdaj, veš, palični mešalnik, kralj deževnikov je Bolan. Bolan je kralj deževnikov. Bolan je kralj deževnikov, palični mešalnik. Jaz ne moram tega komentirati, zato ker bom spet 2000 € moral plačati. Če ti rečeš, recimo, da to pač ni kvalitetna poezija, ne? Ali pa da je, recimo, da ne bo spet 2000, da je to blazno kvalitetna poezija, ne, karkoli, ampak to je tako, kot če bi rekel, recimo, za nogometaša, ne, ki odlično igra, ta igra odlično, ali pa za nekoga, ki slabo igra, boš pa rekel, ta je pa čista nogometna nula, ne, in te bo tožil. Če boš rekel, recimo, če bo publika vpila sudija lopove, bojo pač naredili posnetek, vsi tisti, ki so to vpili in bo sodnik tožil za, recimo, 10,000 €, vsakega posebej. Se bo za celo življenje preskrbljen, ali pa recimo, hočem reči, to je ista logika, to je popolnoma, ali pa en film, ameriški prijav kinematografe, filmski kritik napiše, to je pod vsako ceno, to je filmska ničla in on toži za $1 milijon. Ne? To ne gre, pač to preprosto, ne, mislim, vedno mora biti kritika. Ne? Ivan, zakaj se v Sloveniji? Jaz nisem samo, bi rekel, se pravi, da sem usposobljen kot zdravnik ali pa pravnik, ima certifikat. Jaz sem tudi precej literarnih kritik v svojem življenju napisal in celo objavil nekaj monografij prav tem. In bili so literarne kritike tudi za delo, tako da pač ne. Ivan, zakaj se v Sloveniji tako bojimo govorjene pa pisane besede? Zakaj se nam zdi, da je to slabo, če poteka neka argumentirana debata v javnosti o zadevah, ki so javne, ki so družbenega pomena? Ne? Če nekdo objavlja svoja dela in je predsednik Društva slovenskih pisateljev, verjetno težko rečemo, da to ni javna oseba. Ne? Mislim, kako ćeš biti zasebna oseba, ki javno objavlja? To je nemogoče. Jaz gospoda ne poznam, torej to je edino, kar sem videl v medijih. Jaz s tem, ko nekdo nekaj objavi, mora vedeti, da to bere vsa javnost. Torej, jaz se veliko pojavljam tudi mogoče na internetu, pišem blog in tako naprej in se zavedam, da to berejo vsi, ampak zato poskušam napisati tisto, kar je res. Pri nas se dogaja druge stvari, da nekateri zlorabljajo to, torej pišejo neresnice in tega tudi ne želijo nikoli popraviti. Jaz imam težave s temi ljudmi, torej nimam težave s tistimi, ki pišejo resnice, ker to je njihovo poslanstvo in to morajo tudi početi. Mi imamo težave z novinarji, ki pišejo neresnice, imamo težave z blogerji, ki pišejo neresnice, imamo z samouklicanimi kritiki
ki pišejo neresnice. To pomeni, in ti ljudje so pač se nekaj skrijejo v svoje luknje, torej pošiljajo svoje strupene puščice, se predstavljajo v javnosti, mnogi jih hvalijo, ko se pogotovi, da so pisali laži, pa nehajo komunicirati in se sploh ne oglašajo. Kako je to zdaj sporočilo recimo preiskovalnim novinarjem ali pa tistim, ki naletijo pri svojem delu ali pa kakorkoli že na neke nečedne posle? To je neko slabo sporočilo, ne? Verjetno nihče zdaj ne bo tega objavil. Preiskovalnim novinarjem je sporočilo samo eno. Če kaj preiskujete, objavite, če ste 100% sigurni. Ne objavljajte nekih nepreverjenih dejstev, ne objavljajte nekih zgodb, ki vi menite, da je tako pač bilo, ali pa zato, ker vam je to nekdo povedal. Pridobite dokaze, objavite dokaze in ko boste te dokaze objavili, potem bo javnost verjela. Sam Boštjan se je ravnal po tvojih navodilih, pa mu ni uspelo. Jaz sem v svojem življenju recimo od leta 93 objavil po mojem med 900 pa 1000 članki samo publicistične narave in nikoli mi ni nobeden dokazal, nihče na nobenem sodišču, da sem karkoli napisal po neresnici. In tudi tu sem trdil popolnoma resnične stvari. Zaradi tega pa jaz dvomim v to sodbo, v obe sodbi. To je moje, to, kar sem danes slišal, mi nekaj ne gre skupaj. Zato se o tem pogovarjamo, ne? Da bodo gledalci in gledalke razumeli. Ne? Zato je to predmet debate. Ja. A veš, to je zdaj, nevarno je, če se ta Pandorina skrinjica odpre. Tako, to je pa bistveno, ker s tem sodba je pravnomočna in s tem nastane precedenčen primer za vsakogar. Vsak, ki bo zdaj recimo torej, ali Reporter, ali Požar, ali kogarkoli, Finance, ali kogarkoli, ali Novo 24, ali kogarkoli, lahko šel tožiti na osnovi tega, da se pravi, da je nekaj trdil, kar ga je njega prizadelo ali kakorkoli in potem iztožil tako stvar. In na koncu se vrnemo na to, kar smo začeli, na verbalni delikt, se pravi na molk. Družba bo kritično obmolkljena. Jaz vam zagotavljam, da tudi če bodo novinarji napisali laži in če bodo napisali resnice o nekomu, ne bo zmeraj sodba v korist tistemu, kateri so pisali resnice. Odvisno bo, kdo je pisal, kakšen je njegov položaj, komu pripada. In to je za mene veliko večja groza, kot o temu, da nekdo nekaj piše. To je tisto, da ne zaupaš v sistem, da ne verjameš, kaj se bo zgodilo, da ti nič ne pomaga in tisti, ki nismo člani nobene stranke ali pa partije, kakor temu že rečeš, imamo še največ težav, kajti če si pripadaš eni stranki, te vsaj ena stranka ščiti. Tisti, ki pa ne pripadajo nobeni, pa niso zaščiteni z nobene strani. Če pripadaš levi, če pripadaš levi opciji, se ti ne bo nič zgodilo, če pripadaš pa recimo ne levi ali pa opciji, ki ni kontinuitetna, se ti pa lahko vse zgodi, se to vsak ve. Je pa nenavadno, Boštjan, da je Delo objavilo sodbo, preden si jo ti dobil v roke, hkrati moraš pa ti po tej sodbi objaviti opravičilo tej oškodovani osebi tudi v tem delu. Ne? Ja, tudi v delu, v katerem nisem v tej oškodovani osebi povedal enega samega zloga. Da bi naložili, da moram objaviti recimo New York Timesu ali pa da objaviti Le Monde ali pa kakoli. Sam nekaj me zanima. Sodba je bila objavljena v Delu prej, preden si jo dobil. Povzeta v soboto, seveda. Kdaj pa je bila izdana sodba? Jaz sem jo dobil v ponedeljek. Kdaj pa je bila poslana na pošto, se kje videl? Ne, lahko v naslednji oddaji pogledam, pa to zale. Za mene je to največja katastrofa, da medij objavi prej, preden nekdo dobi pošto. To pomeni, kdo je to dal? Ali je, ne vem, tisti, ki je... Samo dva sta možna, Boštjan, se pravi, samo oškodovanc pa sodišče sta še možna. To je za mene katastrofa in tukaj bi se morala zdaj policija vključiti, tukaj bi se moralo ugotoviti, kako je to lahko prišlo prej ven, kje je neka varnost tega. Jaz vem, da je sodba v imenu ljudstva. Seveda, tle še ta dodaten, sodba v imenu ljudstva. Jaz v Delu nisem, to me bo zdaj stalo, če bi objavil v Delu, ker moram objaviti celo sodbo, 13 strani dolgo, ker moram objaviti vse, se pravi, da mislim to, kar ne mislim. Me to stane potem recimo spet par tisoč evrov, ampak jaz konkretno v tej osebi v Delu sploh ne pišem že od leta 2004 in v tej osebi nisem napisal zloga v Delu, sploh nisem napisal zloga. Boštjan, samo da vem moje izkušnje. Torej, sodišče, dokaj sem jaz imam izkušnje, pa jih imam kar nekaj, torej nikoli nismo uspeli, da bi se dogovorili za objavo celotne sodbe. Sodišče je zmeraj reklo, to je preobsežna sodba, objavi se samo izrek.
In to je tisto, kar se objavi. To pomeni, to je še en dokaz, da mi v tej sodbi, po teh 2 sodbah nekaj smrdi, kajti nisem še slišal, da bi se objavilo. Jaz mislim, ne, da izrek sodbe, ampak kljub temu, zdaj pa to. Samo izrek je dovolj. Ja, jaz bom šel zdaj seveda kontra in zdaj pa pogledajte, da jaz to objavim. Napisano je, Boštjan Turk, se opravičujem za trditve to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to. Zdaj pa pogledajte to logično situacijo, ko mene sodišče na višji instanci spozna za nedolžnega, kar se bo seveda zgodilo, ker jaz, če bom plačal toliko in toliko denarja za to, da bom zdaj ga moram plačati, bom plačal tudi, pa če grem do Združenih narodov, da bo ta sodba padla. Kaj bom pa potem napisal? Jaz podpisani Boštjan Turk preklicujem svoje opravičilo iz dne tega, nisem resno mislil, ko sem se opravičil. Boštjan, preveč energije bo šlo, preveč energije. Ja, ne, hočem reči, je to popolnoma nelogična situacija, ne? Ne? Če bi ga recimo žalil, če bi jaz rekel, jaz v tem človeku nisem nikoli o njem izrekel nobene sodbe. Jaz sem izrekel sodbo o poeziji, o njegovem delu. Ne? Mogoče bo pa takrat sodišče naložilo njemu, Boštjan, da mora on objaviti opravičilo, ker si se ti moral opravičiti za nekaj, kar ni se bilo treba opravičiti. Pa se to posluša, se nismo v norišanci. No? Škoda energije, praviš. Ja, dobro, Ivan, ampak vseeno, ne, ti si pač davčni strokovnjak, gospodarstvenik in tako naprej. Ne. Nisi mi prej odgovoril. Se pravi, ko sodišče na tak način poseže v to, s čimer se en človek preživlja, je že to samo po sebi nesorazmerno. Ne. Se ti vzame pravico do upravljanja poklica. Ne. Ja. Točno tako. Seveda, to je atentat. Ampak zdaj verjetno tam piše, da se to nanaša samo na konkreten primer, torej Boštjan lahko še naprej komentira. Ja, sam kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Ne, čakajte, ampak jaz moram zdaj pač konkretno plačati, a veste, zdaj z objavo v delu še ne vem, kaj bo, ne, ker se mi zdi to popolnoma, ampak konkretno moram plačati 12 do 13 tisoč. A piše objava v tiskanem delu ali objava v delu? Torej, po moji vednosti v tiskanem in v delo.si. In v Reporterju, in v Demokraciji, in povsod, ne. O tem bomo očitno še brali in samo upamo lahko, da dotična oseba se ne bo spet počutila kakorkoli prizadeta. Ivan, Boštjan, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko si bomo pogledali, kako trdo trenirajo mehiški nogometaši.